Antiša, ti moraš seveda že šibati. Sam še 15 minut imamo. Sam še 10 minut za snemanje. Zunaj se je sonce naredil pri nas. Na Primorskem. Okay. Dobro, za začetek malo povedati si kaj. To je skratka zadnja oddaja. Da vas je lepo videti. Poletjem. A je zadnja, smo ziher? Nismo ziher, ampak tehnično gledano je zadnja, če se zgodi kakšna emergentna, pa o tom potom. Mislim, v resnici, kar se nas tiče, je zadnja, ne? Ampak zdaj pa, če ga bodo strali še naprej, pa mogoče ne bo zadnja. No, set. Če jo neumnosti delali, Sam vprašajte, kdaj pride retrogradni. Kdaj pride retrogradni? Ja, 18.7. Če misliš, da to niso že lovke retrogradnega, se motiš, a ne? Kdaj se pa konča? Mislim, 3 tedne ali 4 tedne kasneje. Kot ponavadi. A zdaj imamo že tako, da je kaj bil 5. Julij je začetek retrogradne, ali kaj, te intervali tvoje, Nataša, statistični se širijo in širijo. Ne, Aljaž, to je tako, kot z anketami, ki Andraž vedno razlaga. Tle ne gre, če verjamemo, ampak gre jih razumeti. Zdaj, če pride 18.7. retrogradec, to ne pomeni, da se začne ob nič 18.7. Ampak že prej štarta. A veš, cene prevoz ni samo tisti del, ki leti nad letalnico, ampak tudi, ko se zapelje do izkočišča, kako se ti smo reče, tu pa Antiša obvlada. Antiša, lepo majico imaš, no kaj ne ti reče? Odskočišče. Za letišče, odskočišče, do skočišče. No, ste šli kdaj peške gor na vrh? To je taka poletna tema, skakalnice. Jaz sem šel, ja. Jaz tudi. Res. Ampak tale primerjava... Ko je bila stvar še bolj kot ne ruševina. Še postari, jaz sem že to ta novo. Cool. Javnomnenjskih raziskav z astrološkimi pojavi. Zgolj v delu, Andraž, brez razborjenja, zgolj v delu, da je treba razumeti te stvari. Marsikaj slišim zadnje čase, tole je kar benigno v bistvu. Dobro, pa kaj, dej Aljaž špico, pa gremo, ne? Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečna Slovenija, če ne bori vzame. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dober, pa kot tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. In kakor se je zdelo, da bo to lahkotna epizoda in bomo zbirali samo med strokovna žirija in najpolitbizarkami leta, pa se je nabralo kar nekaj, tam manj za 35 minut in sicer teme dneva, pa me popravite, če sem kaj pozabila, ampak vsekakor te obrambne izdatke in članstvo v NATO. Potem Prebilič, kar se nismo slišali, bo nastopil na volitvah s svojo stranko. Tonin ne bo več predsednik NSI, vmes pa še koncert. Ne? Kakšen, tvoj koncert? A ja, ne, Ja, v redu je. Koncerti. Dobre. Evo, Antiša je edini, tako zaznal rdečo nit, kaj bo pogovora. Pa dajmo začeti, s koncerti. Razen, če ima kdo še kakšen predlog. Misliš, politični shod z glasbeno spremljavo? Tako. A je bil kdo v Zagrebu? In zakaj ne? Jaz sem bil leta 98. Zato, ker je bila gneča na cestah, vendar. Samo zaradi tega. Skratka, dajte mi povedati, kaj si mislite o tem. Ne bi se sicer predolgo zapletalo o tem, samo je dvignilo kar nekaj prahu. Jaz vse skupaj vidim, govorimo seveda o koncertu. A to sploh pevc, tale model v Zagrebu? Je pevc. Se tako opredeli kot pevec. To je staro, veš koliko že, to je že 30 let. Pojem tudi jaz poslušam, pa nisem pevka. Ne, on je pevač iz Tihoklepac. Aha. Ok, no pač ta Tihoklepac. Jaz sem se... Kjer izvoli? Jaz sem se najprej odločil, da bom z molkom na to temo pokazal svoj globok prezir do tega
kakorkoli mu že rečemo. Potem sem pa nekje na letu, mi je osvežil spomin na eno genialno izjavo Arsena Dedića, ko ga je nekdo vprašal, a ti kdaj napolnil stadion, tako kot ga je Thompson, ne? Pa je Arsen rekel, ne bom, ampak on tudi gledališča ne bo napolnil. Jaz mislim, da s tem je povedal vse. Ne? Mislim, da je to edini komentar, ne, ki ga lahko poberemo in pripišemo genialnemu Arsenu Dediću, pokojnemu, zdaj že 10 let, na to temo. Jaz pa več o tem ne mislim sploh govoriti. Razen da, jaz bi sam to dodala, boste še Aljaž in Andraž povedala, kaj mislite, ampak da se mi zdi, smo govorili v LTGD že pred časom, ne da se je začela kampanja, ampak je že skoraj v 4. predstavi. Tako, napolno se vsak moment izkorišča za razdvajanje, za nabiranje točk. Drugega tukaj po mojem ni zavideti. Razen seveda tudi nevarnega poveličevanja, vemo česa. Andraž? Mislim, meni predvsem to prvič, ne vem, kdaj je bil nazadnje Janša na kakšnem koncertu, pa da ni bilo v Lepeni, kjer bi igral Viktorji oziroma kdorkoli je pač že aktualni izvajalci SDS-ove himne. Ne? A misliš, da ni on Laibach fan? Pa ne vem, mogoče bolj v tem smislu nerazumevanja Laibacha, bolj tega avtoritarnega dela Laibacha. Veš, ker vedno obstaja en bazen ljudi, ki štos, sploh te kubistične štose jemljajo dobesedno. Rečo. Tako kot, ne vem, a se ti ne zdi, da je mogoče biblijska primera o 7 dneh, o katerih je Bog ustvaril svet, da je to metafora za Big Bang in stvaritev vesolja? Ne, Bog je naredil klik. Pač vedno obstaja en pač set ljudi, ki pač te stvari jemljajo dobesedno. In pač Thompson je za take ljudi. Problem, ki ga ima Janša in Grims in ta kompanija, ki je šla tja, je, da se pa zdaj odkrito koketira z fašizmom. Tukaj ni več skrivanja, tukaj ni več namigovanja, tukaj ni več teh dog whistles, kot se reče v ameriškem političnem žargonu. Tukaj se zdaj pač jasno in glasno pove, kdo kam spada. Zdaj, mogoče je to dobro, ampak po drugi strani je pa tudi neka normalizacija diskurza, ki v resnici v neki demokratični družbi nima mesta, kakorkoli obrneš. Andraž, če ti kaj poveš, pa gremo pol na obrambo in NATO. Jaz se bom pridružil Antiši v tem primeru. Okay. Mislim, da je z izjavo od Arsena Dedića vse povedal. Ja, okay. Pika klep postavljena. Gremo na prvo resno temo tokratne epizode in sicer obrambni izdatki. Slovenija jih povečujem ali pa vsaj izkazuje namero, da bo to povečala. Zato so skočili v luft pri vladni stranki Levici in so sicer predlagali posvetovalni referendum. Ko so glasovali o tem, ali ja ali ne, so se jim pridružili SD in nepričakovano tudi opozicija. Tako da posvetovalni referendum zdaj bo. Sledila je pa reakcija predsednika največje stranke, Gibanja Svoboda, Roberta Goloba, ki je pa rekel prav, če pa to hočete, se bomo pa vprašali še naslednje, dajmo volivcev in volivke vprašati, ali so še za članstvo v zvezi NATO, če so, potem pač toliko in toliko moramo dati, če ne, pač ok, ne bomo dali to. Tako da pa da vas vidim. Zdaj, vmes pred tem se je zgodilo pa še, ker zadeva je kar dosti kompleksna, Golob je šel na vrh NATO, kjer je bila sprejeta zaveza o 5% BDP-ja za obrambo oziroma za NATO. Zdaj pa prosim, če Antiša poveš, kakšno je tvoje mnenje okrog tega driblanja z posvetovalnimi referendumi. Zgleda, da se nam, ta drugi še ni napovedan, snemamo 7. julija opoldne. Kaj pa veš, kaj se lahko samo eno postopkovno. Prosim. Aljaž, ti si mojster za te stvari, kaj pravi politolog v tebi. A je še možno, da se recimo Levica umakne svoj predlog, čeprav je bil izglasovan v državnem zboru? V parlamentu? Ne, sklep parlamenta zdaj je. Zdaj vse, kar imamo lahko, je, da parlament, ker tudi to smo že imeli v tem mandatu, da parlament sprejme nov sklep, v katerem razveljavi, tako, nuklearka, v katerem razveljavi odlok o razpisu referendum. To me je zdaj prešinilo, ki je Nataša rekla tako kategorično, ne? Ta referendum bo, sem pomislil, a je to že čisto. Morda pa ne. Dan deal, ali se lahko še kaj spremeniti le? Ja. Kakor zadeve stojijo zdaj, bo, ampak ni pa nujno. Izvoli, Antiša.
Nataša, oziroma tudi kolega, ne, jaz tukaj Roberta Goloba gledam kot pač človeka z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi. Ne. On je tisti, ki je šel v Bruselj in on je tisti, ki so mu tam lomili roke, zabadali špice pod nohte in pač vse ostalo, kar se iz arzenala teh mučilnih postopkov. Ne. Skratka, on je tisti, ki je v imenu države z veseljem ali malo manj z veseljem neko zavezo sprejel. Ne. Potem pride pa domov, ne, in mu skočijo najbližji, bi rekel, vsaj nominalno najbližji mu skočijo v glavo oziroma v hrbet. Ne. Tako da neko konsistentnost tukaj znotraj tega, kar je naredil Golob, jaz celo vidim. Ne. Se pravi, njegovo sporočilo je, ok, ne, če hočemo iti v klub, bomo morali plačati pristojbino, vpisnino, članarino oziroma rečemo temu, kot hočemo. Ne. Pa še zamudnino. Da bi pa veljalo te ljudi, in spet smo pri tem, ne, veste, da bi veljalo Hana pa Asto Vrečko poklicati pa reči, zdaj pa, a se lahko nehamo spodkopavati en drugega, ne. To smo se pa že, bi rekel, trudili se na to temo ponavljati, zato ker vsakič znova pridemo do tega, da se morajo mečkan več pogovarjati pa usklajevati. Ne. Tako da jaz kot rečeno, ne, jaz ga razumem, bom dal eno primerjavo. Ne. A veste, recimo jaz sem človek, ki delam zelo dolgo že v medijih, kot vemo, ne, mogoče eni ne vejo. No, skratka, ne. In tam je vedno ta bitka, ne. Direktorji zmeri pravijo urednikom, ni denarja, zmanjšajte stroške. Poskrbite, da boste z manj ljudmi delali več in vse te floskule menedžerske. Ne? In potem to na kolegiju urednik reče, ok, pa se bomo potrudili, pride na uredništvo, tam pa v glavo skočijo. Ne? In zdaj kaj? Zdaj, ali boš ti, preden greš na uredništvo s takim planom, naredil nek plan, ki bo tako na uno stran, se pravi v management in na drugo stran med člane uredništva, da boš lahko to utemeljil in tako naprej, ne? Ali pa narediš tisto, kar je naredil Golob in to je slabo. To pa je slabo. Kaj je naredil Golob? Golob je naredil tisto, kar naredi urednik in reče, ok, drage kolegice, novinari, novinarke, urednice, uredniki, tamle imate direktorja, 3 pisarne naprej, pejte pa mu povejte, jaz se s tem ne mislim ukvarjati. To je bila poteza Roberta Goloba, ki kot rečeno, ne, po človeški plati jo lahko razumem, ne morem je pa razumeti po plati, če ga gledam kot politika, ki mora zagotavljati neko ne nazadnje tudi komunikacijo znotraj, pa učinkovitost znotraj koalicije, ki je brez prevelikih valov. Ker mi imamo zdaj v zadnjih 3 letih imamo ogromno enega valovanja in to je samo eden od zadnjih valov, ki smo mu bili priča. Andraša, se tebi zdi to njegova poteza, ne vem, briljantna, kot pišejo nekateri, ali what the fuck se pa gremo? Pardon. Se mi je kar zaletel. Mislim, briljanta je res težka beseda. Mene to spominja na prejšnji referendum, ne? Kjer je bil Robert Golob tudi na nek način potisnen v kot in je pozval svoje volivce, pa skupaj z Levico seveda k bojkotu, ker se mi zdi, da je bila tudi takrat to edina možna poteza glede na tisto situacijo. In tle se mi zdi, da se je spet našel v neki situaciji, ko pa ne samo, da je bil potisnen v kot strani opozicije, ampak tudi koalicijskih partnerjev. Ne. Predvsem bi tle izpostavil SD, ne. Namreč ta predlog Levice se meni zdel do neke mere pričakovan, no neko legitimen, ampak pričakovan v vsakem primeru, ker je pač to tista tema, pri kateri Levica že ves čas jasno daje vedeti, da ne odstopa, ne, da oni so pač proti temu in tle so morali na nek način nek signal dati svoji volilni bazi, mogoče je bil ta poteza malo nepremišljena oziroma niso razmišljali, a pa tudi ne pričakovali, sicer pa kdo bi lahko res pričakoval tako odziv strani opozicije, ne, da bi se to lahko razvili tako daleč. Ne. Jaz mislim, da so oni računali na to, lej, mi bomo to predlagali, svoje bomo povedali, naša volilna baza bo umirjena, itak ne bo sprejet, gremo dalje. Ne. Pol pa ne, pride ta nenačelna koalicija na plano. Ne. Zato jaz mislim, da tudi
da je to razlog, zakaj so se tudi sprašvali, zakaj je Robert Golob izpostavil potem v odzivu nenačelno koalicijo teh treh, Levice pa ni omenil. Ker v resnici je tle SD tista, ki je vse to skupaj na koncu omogočila. Če pač rečemo, ok, Levica je imela svoj razlog, SD se je pa preklopil tle zraven in na nek način omogočila tak razplet. Tako da jaz mislim, da tle v situaciji, kakšni se je znašel, mu kaj dosti drugega ni preostalo, kot da reagira na tak način. Je pa nekaj tle čisto res, to mu pa tudi marsikdo priznava. Če se mi strinjamo, da smo člani te organizacije in se strinjamo očitno že 20 let in smo se strinjali pred 20 leti na referendumu z dvotretjinsko večino, da smo člani te organizacije, potem je pač treba tudi to članstvo plačati. Že to, da Slovenija ves ta čas ni dosegala 2%, je tudi še kar zanimivo. Mislim, tudi nismo edina država, to verjetno Aljaž boljš ve kot do druga. Pa drugi na repu, samo Španija, da ima. No, tako, kakor vem, smo zelo zadaj. Ja. Se spomnim tudi na kakšnih srečanjih, ki sem jih imel v preteklosti z diplomatskimi predstavniki zahodnih držav, predvsem so me vedno tako začudeni spraševali, kako, zakaj. Ampak do zdaj je bil nekak mir, ki je bil pač tu v svetu miren, relativno. Tako da, tle se mi zdi, da ta odločitev, jaz se razumem v tem smislu, pa se pa vprašamo, sploh še smo člani ali smo, ker če smo za to, da smo člani, pa je treba pač to tudi plačati, tle imaš kaj, Kakšne bojo pa posledice tega, to je pa zdaj druga zgodba, Jaz mislim, da, zato sem tudi prej vprašal Aljaža, ker malo upam, da gleda to, kako se je v petek se skupaj razvijalo in odvijalo in da so tle predvsej vroče glave bile vmes, da se pa mogoče lahko na nek način to kompenzira. Jaz razumem to potezo kot nek, vzpostavljanje enega vzvoda, s katerim bi vseeno lahko še popravil škodo. Se pravi, da referendum v končni fazi unga prvega ne bilo, ker potem pa tudi po drugem ne bilo potrebe. Več stvari je treba tukaj segmentirati, ker se prepletajo in zato zmegljujejo sliko. Ampak tisto, kar bi pa jaz izpostavil, ker smo že pri zamegljevanju slike, v vsej tej debati nihče od nas, se mi zdi, ni uporabil besedne zveze premier Robert Golob. Nataša, ti si začela za predsednikom stranke, potem smo govorili o vodji koalicije in tako dalje. Robert Golob se tukaj ni obnašal premiersko. On se je obnašal kot vodja največje koalicijske stranke, ki je bil, tako kot je Andraž pravilno ugotovil, stisnjen v kot. Jaz pa se strinjam z Antišo, da ni prav reagiral. Ampak, to je zdaj dam na stran, samo pač paska. Andraž, ne gre za plačilo članstva v NATO. To je tudi druga napačna dikcija v tej teli debati. Tukaj gre za investicije v lastne obrambne sposobnosti. To, a si ti član NATO ali ne, nima zveze za 5%, to je pa 2 ali pa 3. To je politična zaveza. Ne, veš, in je to je pač tako zelo trumpovsko razumevanje. Sej, ne krivim zdaj tebe tukaj, ampak ne vem, kaj češ, ampak tudi članarina je zaveza. Ja, razumem, absolutno gre za zavezo, da boš ti investiral v nekaj. S članarino Slovenija nikoli ni imela problemov. Tako da, že ta narativ, ki se je vzpostavil, da gre za plačilo za članstvo v zvezi, je napačen. Že tukaj recimo en del, kjer je koalicija ni opravila svojega dela, komunikacijska. SD je seveda kriva, zato ker se v bistvu obrnila na kocke leda, ko bi mogla stajati v čašu viskija in je zabila nož v hrbet lastnim koalicijskim partnerjem. Levica se strinjam s tabo, da je v bistvu malo signalizirala in je računala, da to ne bo šlo čez. Ampak isto tako kot v SD, isto taka je, bom rekel, krivda tudi na strani SDS-a in Nove Slovenije. Ta dva pa tudi pač Poniglova v tem smislu, da sta cel petek signalizirala, da ona dva ne bosta, ne samo, da se ne bosta udeležila glasovanja, da se to njih ne tiče. Skrivali so se po parlamentu. Vrtovci pa je glumil, da odhaja na dopust, pa se je potem vrnil in glasoval. In tukaj v tej zgodbi se ni pa popolnoma nihče izkazal, nikomur ni na kraj pameti padlo, da bi se vprašal, kaj pa bi to potencialno lahko pomenilo za državo, če nam tole uide iz rok.
plehkost in ozkost razmišljanja je mind-boggling, z lepo slovenščino. In potem pa na vse to, potem pride pa še premier, ki je užaljen, zato ker so ga spet nadmudrili, ker, bodimo iskreni, so ga nadmudrili, pa čeprav v bistvu s favlom, ki ni bil piskan, in on potem reče, no prav, kot je Antiš rekel, zdaj bomo pa videli, dajmo se zdaj prešteti. Ta zadnji v evropski politiki, ki je to naredil, je bil David Cameron, ko je rekel, mi bomo šli na referendum o članstvu v EU in rekel, pa jaz tega referenduma ne morem zgubiti, a ste vi normalni. Vemo, kako se je stvar končala. In ne glede na to, da ima NATO v Sloveniji ta hip po anketah dvotretjinsko podporo, je to tak rukar, taka vnos neznanke v enačbo, da jaz zdajle, če se seveda to ne ustavi in se strinjam z Dražem, to se mora ustaviti. Ne, jutri, danes. Če se to ne ustavi, jaz ta hip ne upam napovedati izida. Ker pazi, na končni fazi, kaj se lahko zgodi, ker smo že pred načelne koalicijo, da bosta pa naenkrat Janša, Vrtovc ali pa Cigar Kralj, kdorkoli bo že, pa Golob na isti strani bojo zagovarjali članstvo v NATO. Po mojem bi se en kup stvarem, deloma ste vsi to omenili, bi se en kup stvarem lahko ognili, če bi se zadevo komuniciralo. Kaj se pripravlja, se ni vedlo en teden pred sejo NATO, ampak veliko prej. Mi opravili nismo debate v Sloveniji, kaj hočemo. Ampak smo samo, kaj že tista obrambna resolucija, 3,5, ne? Ali 3%, kjer so se strinjali. Ok, kao 2 za NATO, oziroma še 1 oziroma 1,5 za krepitev lastnih zmogljivosti. Potem pa pazi, še tole dajem v debato. Vemo, da so bile dramice okrog tega, kdo je bil seznanjen s čim. Preden je šel Golob na sestanek v Bruselj oziroma Haag, se je vsaj en teden valjal, popravite me, če se motim, po medijih, da Slovenija se bo strinjala. Se je ali se ne? Enega nisem slišala. Jaz sem bil tako občutek, ja. Enega nisem slišala, da bi že takrat se to problematiziralo. Potem je pa Golob to tam odkljukal, je bila pa cela panika, kdo je bil seznanjen kdaj. Zdaj pa tako. Kaj so izhodišča? Izhodišča grejo na vlado, to je kadar gre predsednik vlade, predsednica, premierji in ministri v tujino, gre na vlado izhodišča. Kam gre, zakaj gre in kaj bo razlagal, oziroma zakaj se bomo zauzemali. To so izhodišča, s tem seznaniš vlado, to niso nobeni sklepi, to je imela ministrica Vrečko prav, nobeni sklepi, nobene resolucije, nobene zaveze. Vsaka pot v tujino gre po tej poti. Ko pridem nazaj, se pa temu reče informacija za vlado. Torej, srečali smo se s temi, pogovarjali smo se to, zmenili smo se to. Da tako pomembno stvar, kot je 5% obrambnega proračuna, oziroma BDP-ja, daš v izhodišča, je orang problematično. Da tega že prej ne skomuniciraš dodatno. Tako da nič, kar je premier naredil, ne vidim, da bi bilo spektakularno, razen da gre za merjenje, kdo ima daljšega v tem kontekstu. Brez brige, kaj pa zares dober za državo. Ker ko so oni šli tja, jaz mislim, da so vsi vedeli, zakaj se gre, sam zdaj doma pred svojimi volivci in volivkami upravičujejo. Šli so pa tja zato, da so Trumpu, da nimajo težav z ostalimi državami, članicami NATO in s Trumpom. Doma se niso pa obvezali nič. To je manever povuci potegni. Od 5% smo mi galaksije stran zaenkrat. Tako da... Prej, ko smo se pogovarjali, jaz bi imel dve samo, eno retorično vprašanje, pa mogoče eno pripombo še. Retorično vprašanje je, ko smo že pri plačevanju članarine oziroma pristojbine oziroma kakorkoli temu rečemo za članstvo v mednarodnih multilateralnih organizacijah, kako pa je, a mogoče kdo od vas ve, s plačevanjem astronomskega dolga Združenih držav Amerike Organizaciji Združenih narodov, ne? ZDA so bile znane po tem, da obstaja ogromen dolg do
OZN, ker pač preprosto niso plačevali. Ampak kot rečeno, to je retorično. Kar se pa tiče te razprave, ki poteka te dni zdaj pri nas, ne, meni manjka, pravzaprav, a temu sploh lahko rečemo, kot si rekla, Nataša, to je povuci potegni. Ne. Mi temu ne moramo reči niti javna razprava, ker v javni razpravi, če se mi to zares gremo, se potem treba vprašati, kaj pa je alternativa. Mi smo se pred 30 leti odločili, da nam je cilj iti v NATO. Mislim, da leta 1998 smo na, mislim, da madridskem vrhu padli skozi in smo morali počakati še, se pravi, mislim, da 6 let ali nekaj podobnega. Ne? In zdaj, od takrat so se razmere res drastično spremenile. In zdaj, mi se moramo vprašati, kaj pa hočemo. Nisem jaz zagovornik ene ali druge. Imam svoje mnenje, ampak tukaj je zdaj manj relevantno. Izrazito imam pa mnenje o tem, da bi rad slišal, kaj so alternative. Nedavno, mislim, da včeraj zvečer, se pravi v torek zvečer sem na nacionalki, ki je, mislim, da sem gledal profesorco Juvan, ne, z FDV, ki pravi, da nevtralnost se sliši lepo, ampak nevtralnost je strašno draga reč, ne, zaradi tega, ker nevtralnost pomeni imeti lastno vojsko, pomeni imeti lastni sistem naborništva, ki ga pri nas približno 20 let nimamo več. Tako da vse to, čemu smo zdaj priča, je spominja, danes sem poln primer, ne, spominja na unga, veste, ko gre v vodo, pa gre pa tokle se potopi, pa pride pa iz vode, pa prav, a si videl, koliko sem se potopil, ne. Ja, nič se nisi potopil, ne. In podobno je s to razpravo. Ta razprava je tokle pod površino, skin deep se reče v angleščini, ne gre nikamor in gre v bistvu samo za vprašanje, kdo bo koga bolj spektakularno nategnil. In od politike lahko oziroma moramo pričakovati več. Jaz bi na tem mestu samo... Dobimo pa tole, čemu smo priča. Neka brezvezna razprava. Ker so Veljažen pred par tedni opravila pogovor na to temo z profesorjem, z doktorjem Erikom Kopačem. Kakšen je sploh postopek, da greš ven iz NATO in koliko stane recimo nevtralnost, to zelo natančno nota razložimo. V grobem sta dve opcije, Antiša, o tem, o čemer ti govoriš. Eno opcija, kakršno imamo primer recimo Kostarike, ki se je Kostarika, ne Aljaž, ki nima svoje vojske, ampak sporazum z ZDA, torej če nas kdo prca, ste vi tisti, ki nas branite, ali nevtralnost, ki je, tako kot si povzel Antiša, dražja in pomeni obvezno naborništvo. Torej, v vojsko za 1, 2, 3 leta. Obvezno. Te dve opcije sta Pričemer dodajmo tudi to, da sta dve največji nevtralni države v Evropi, ne, se pravi Švedska in Finska, so zdaj priključili NATO. Švedska ni več nevtralna. Ja, Švedska in Finska tudi ni več nevtralna. Ne? Pač v bistvu zdaj v NATO. Švica je še edina omembe vredna država nevtralna v Evropi, ostalo je pa kaj? Liechtenstein, Malta. Meni se to zdi tudi spet v luči že kampanje. Levica hiti poudarjati, to se mi zdi tudi zanimivo. Mi smo že ves čas proti, čeprav se mi zdi, da jim je kar jasno, so kar lepo odigrali to igro, ne, hkrati pa poskušajo biti, ne, mi nismo del te igre. Predsednica Nataša Pirc Musar pa je ob napovedanih referendumih rekla, da si želi, da si Slovenija ne dela sramote v mednarodni skupnosti. Ta del je sploh zanimiv. Politika pa naj se, citiram, pogovori in naj ne bo pri tako pomembnih temah na različnih bregovih. Zakaj se pa ona ne usede? Za razliko od imenovanja, ne? Tako, za razliko od imenovanja v guvernerje in podobno. Z Golobom ne usede in sprejme odločitev dobro. Okay. A bi še kdo želel kaj na to temo ali gremo naprej na recimo Prebiliča? Andraž, ti še kaj želiš dodati? Koga? Mislim, da smo v prejšnji epizodi povedali, da približno 2/3, pa vsaj okrog 60% je zaenkrat podpora članstvu v NATO. Zdaj, če bo prišlo do glasovanja, pa vprašanje, kaj se bo zgodilo. Ne? Jaz sem imel vmes kar resne tehnične težave, pa vidim, da noben tega ni opazil, tako da če ne bi tega omenil, najbrž niti ne bi vedel.
Smo videli. Delamo se fine. Dobro, ne vem, zakaj je šlo, ampak zdaj smo spet nazaj. Malo vas nisem slišal tudi vmes. Rusi te napadajo. Morda so Srbi. V glavnem, to, kar si zdaj citirala, res jaz sem šel tako tudi to še enkrat pogledati, ker je bilo lih en mesec nazaj, ko smo to merili. Ne, ta podpora javnomnenjska. Ja, tle je popolnoma jasno. Jaz mislim, da sem že zadnjič razlagal, da kakšnih nekaj let nazaj, se spomnim, mogoče je bilo to že 8 let nazaj, se spomnim, da smo nekaj podobnega merili, je bilo razmerje precej drugačno. Takrat smo se že v neki fazi približali razmerju 55-45, si da še vedno uprit NATO. Ampak, a veš, 55-45, to je že tako razmerje, to je že Brexit scenarij, to se da absolutno obrniti. Pri 66-33 sem jaz še vsem dost kontent, da ne, čeprav imamo tle upravka še z nekimi, mislim, da je bilo koliko 10-15%, koliko neopredeljenih, ne vem in tako naprej. Predvsem pa z drugimi časi, Če si zamislimo, kdo vse bi lahko prelezel ven iz luknje, če bo res prišlo do tega referenduma, tisti, ki bi tlele najedli, zato je ta primerjava z Brexitom, se mi zdi do neke mere še kar smiselna. Žal ne vem, kako je takrat, predne se to začelo dogajati, mogoče Aljaž ti veš, kakšno je razmerje, s katerega so štartali, kaj je bil starting point, da so pa prišli na rezultat, kakšen je bil. V glavnem, tako da je na eni strani reassuring to, kar je tisto, kar mene malo pomirja, seveda je kontekst, nažalost. Mi imamo danes vojne all over the place, izjemno nepredvidljiv svet, varnostno so se stvari precej zaostrile in ko gledam našo raziskavo Nova normalnost, tisto, kar delamo enkrat na mesec, tam so te skrbi povezane z vojnami v porastu in letos, in ta strah pred vojno, tretjo svetovno vojno recimo je zrasel v zadnjem času, kar značilno, kar je tudi zanimivo in na nek način dost simptomatično je, da smo v občasu, ko bi morala rasti skrb zaradi podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov. Eno smo bili ravno kar priča spet, mi smo imeli zdaj ekstremno sušo v Sloveniji, to je zelo, zelo velik problem, ampak trenutno ta skrb je v ozadju, lansko leto, sploh pa leto predtem, je bilo pa to v ospredju, in ta kontekst tega strahu bi lahko seveda bistveno vplival, oziroma bo seveda bistveno vplival, če bo do referenduma prišlo, in ta pa seveda govori pri temu, da se v zvezi ostane. Tako da, te 66... Zato... Ja, povej. Mislim, ker druga, ker ti imaš dve opcije. Eno je, da rečeš, hočem varnost, druga je pa ta, nažalost, zelo inherentno slovenski, da ne rečem, neuvrščeni refleks, to se nas ne tiče. O tem smo tudi že govorili, tle ta tradicija nesvrstanih. Ker če še rekel, da si ti zamer, pa ne bojo, pa se te bojo pa oganili, veš. Tako, pa bo rekel, da puste Slovence, oni so v redu. Jaz mislim, da toliko neumnosti se ni med populacijo. Antiša, kaj? Andraž je zdaj mečkano opisal sedanje stanje. Mislim pa, da je dobro, tudi mogoče za mlajše med našimi poslušalci, poslušalkami, gledalkami in gledalci v tem primeru tudi, je dobro pogledati, kje smo mi bili, kje je bil svet v obdobju, ko se je Slovenija, in ne samo Slovenija, odločala za pristop v zvezo NATO. A veste, takrat ni bilo, takrat je bil Rusija, je bila takrat država, ki je vladal, se upravičujem, ne morem drugače reči, kronično pijani Boris Jelcin, Vladimir Putin je prišel leta 2000 na oblast in Vladimir Putin je najprej nekaj let hodil od Münchenske varnostne konference naprej in nazaj in na uno stran in molil tisto roko, pa mu je Ben ni hotel sprejeti. Veste, pol je on naredil tisto alternativno šanghajsko skupino s srednjeazijskimi državami, Kitajsko in tako naprej, Ampak današnji Putin je pravzaprav rezultat zadnjih mogoče 10-15 let. Mi smo se pa odločali za vstop v NATO v čistenih drugih
kot je tudi zdaj Razmera po kolega svetu Andraž in pri povedal, nas. čisto v enih drugih razmerah. Ne, čisto v drugih razmerah. Te naklonjenosti multilateralizmu, ne, je bilo neskončno več. To je bilo obdobje pred 11. septembrom, to je bilo obdobje pred afganistansko vojno, pred iraško vojno, pred bližnjovzhodno, ki traja zdaj leto pa pol, pred ukrajinsko vojno, pred čečensko vojno in tako naprej. Ne. To je bilo čisto eno drugo obdobje. In še enkrat, pa utihnem, ne, če se že gremo to, dajmo v sklopu te odločitve opraviti tudi eno kvalificirano razpravo, ne, kjer se posluša ljudi, ki so o tem prebrali kaj več kot 2 posta na Facebooku, pa 2 stripa o Zagorju in Teksu Vilerju, ne, in se potem odločimo. Ne pa zdaj leteti na vrat na nos, zato ker je pač en se slabo počutil, pa je nekaj rekel, ta drugega pa zob boli, ali pa ni dobil apartmaja, ki ga je hotel na morju, pa mu gre vse na živce, pa je nekaj drugega. Pa nisem bil dosegljiv, pa telefona nisem imel ali pa imela pri sebi in podobno. Točno to. Ne? Ampak zato pa to, veš, če greš pri taroku igrati, si ti test, ki imaš niti igre v svojih rokah. Ne moreš na koncu, kaj pa nisi tega. Ene stvari moraš predvideti, kaj bi bilo in kaj ne. Ne da se vsega, ne, ampak moraš pa vedeti, kaj delaš. Sem zdaj pametna, ker sem se med COVID-om naučila taroka in pojma nimam zares o taroku. Lele so melostri plateljca v rokah obnašali, so se pa, kada igrajo, pa Gat Ultimo. To je to. Dobar, naslednja tema, kmalu po tistem, ko smo objavili prejšnjo epizodo, je evropski poslanec in nekdanji župan Kočevja Vladimir Prebilič najavil, da ustanavlja svojo stranko, s katero se bo prihodnje leto, tukaj nisem več ziher, če bomo prihodnje leto, podal na državnozborske volitve. Stranko je rekel, da bo s podporniki in podpornicami ustanovil 18. oktobra in takrat naj bi tudi predstavil program in ekipo. Zdaj, zaenkrat je skrivnosten, ker mislim, da razen nekdanjega evropskega poslanca Grošlja ni bilo veliko govora o drugih, samo Čaršija. Vam sicer garantiram, da on ne bi šel v to zgodbo, če ne bi že ta trenutek zelo natančno vedel, kakšni so osnovni parametri, kdo je zraven in kako bodo peljali to zgodbo. Ampak vaše mnenje, Andraž, recimo, kaj meniš? Komu bo mešal štrene? Kaj si lahko obeta? Na predsedniških volitvah je takrat prišel, mislim, da so mu javnomnenjske raziskave merile manj kot 1%, prišel je pa na koncu na dobrih 10, če se ne motim. Ne vem, če so mu javnomnenjske merile toliko malo, mislim, da ne. Vem pa, da je on v zadnjih 2 tednih kampanje naredil neko občutno razliko, s katere je bilo sklepati, da če bi kampanja trajala še 2 tedna, bi se pa mogoče lahko tudi na lestvici tam pri vrhu kaj spremenila, sploh v boju za drugo mesto, torej za drugi krog. Jaz bi najprej izpostavil v tem danem trenutku, da smo v zadnji epizodi, čeprav stežka, ampak vseeno prišli do neke stave, če se ne motim. Ne vemo, zdaj ne bomo rekel kdo, ampak en od nas vem, da je rekel, da bo to naredil. Ja. Tle pri Vladimirju Prebiliču pogosto omenjenemu. A to je tip, ki si nas ti cilil? Pa noben ni, ampak smo sami prebrali, kaj je rekel v PR-ju, ampak ti si pa... Jaz sem pa rekel, da po mojem, da bo najavil. Ja, tako, to sem hotel izpostaviti. Hvala. Si hotela povedati, da sem dobil stavo. Hvala, Štefi. Napoveduješ noro dober. Ne po mnenju vseh. V glavnem, pri Vladimirju Prebiliču bi 3 zadeve izpostavil. Prva je, da se vse skupaj po mojem odvijalo predolgo in na nek način spominja na zgodbo Anžeta Logarja in Demokrate, tako kot je Aljaž tudi večkrat omenjal, da je zamudil vlak in tako naprej. Še ena druga stvar, ki ga tle postavlja v bistvu v bok Anžetu Logarju, je ta neka deklarativna, saj tretja pot, ki jo ne bi on trenutno predstavljal. On je zelo jasno dal vedeti, da zdaj ne vem, kdo je zdaj komu tam dal košarico, ampak da z golovom in svobodo pač ne, s tem levim polom, z desnim seveda tudi ne, to je tudi dal jasno vedeti, da Janša on v koalicijo ne bi šel in se spostavlja kot neka alternativa, ne, tista, kaj bi že Gideon, da tretja pota, ne. Kamor se deklarativno spet bom podaril, umešča tudi Anže Logar že ves čas od ustanovitve stranke, pa tudi že prej. Vmes se pa tudi že malo menjal
neko potencialno koalicijo na sredini, ki bi vključevala poleg omenjenih še SD pa NSI, kar sodeč po zadnjih dogodkih niti ni tako nemogoče, se mi zdi. V glavnem, ne vem, koliko je ta valuta v tej polarizirani družbi močna, zato ker to bi morda šlo, ali pa imam pa tako rekel, to je poskušal tudi Šarac, če se spomnite 2018. On je začel točno, v bistvu na enak način, ne? Na predsedniških volitvah je pokazal neko moč, Vladimir Prebilič ne takšne, potem je ustanovil stranko in je začel govoriti, mi nismo ne levi, ne desni, ne? Mi bomo presegli to delitev levo-desno, pri čemer takrat ta delitev ni bila tako močna izrazita, kot je danes, pa zdaj spet moramo poudariti, ne gre za tiste tipične, klasične ideološke levo-desne, ki jih poznamo iz starih časov, ampak za pač blok Janeza Janše na eni in tistih, ki mu nasprotujejo na drugi strani. Ne? To sta ta dva bloka Slovenije, ki imata pa bistveno večjo moč, kot sta imela kdajkoli, oziroma predvsem to, da je ta drugi blok trenutno tako izenačen s prvim, je nekaj, kar je novega, ne? Da imamo potem dolg časa nič, pa potem nekaj strank, ki so tam okrog 5%. Tako da ta del se mi zdi, da mu ne gre mu v prid to, da je nekaj časa, kot se neko okleval, in seveda to, ne, da je on prišel na mesto župana, popravite me, če me nekaj narobe rekel, kot član SD-ja, mislim, da je bil on kot član SD-ja prvič izvoljen, ne, za župana. Ne, ni bil kot član SD-ja, takrat je šel a ni on kasneje izstopil pol? Ok, zdaj tehnično gledano mislim, da je že prej. Mislim, da je ta prvi mandat, da je bil še kot SD, potem je pa izstopil. Tako je bil kot SD, ker je takrat župan Kočevja bil Janko Veber, ki je bil SD, on je šel po nasprotju, ker se niso uspeli dogovoriti. No, bil je član SD, to pa velja, ne? Ja. Nekoč, ne? Ja, potem je čez čas postal evropski poslanec na listi stranke Vesna in je dejansko de facto njihov poslanec v Evropskem parlamentu in zdaj pa gre na neko spet tretjo pot z neko še ne imenovano novo ustanovljeno stranko, ki ne bi se ustanovila 18. oktobra. Jaz mislim, da to morda tudi ni najboljša popotnica, ker sporočilo, ki ga nosiš tle sabo, je, da se pač prilagajaš razmeram in ti ta neka zvestoba ali stranki ali pa nekim idejam ni tako sveta, da ne bi v tistem trenutku, ko bi to prišlo prav tega zavrgu in naredil nečesa novega, ne vem, kako bo to dobro sprejeto. Mi tudi tiste zadnje ankete, ki so jih objavljali, ki so merili to neobstoječo fantomsko stranko Vladimira Prebiliča, kažejo, da nima tega potencijala, kot se je morda pričakovalo, češ ne spet na obraz. Ne. Vsi vemo, pogoji za nov obraz takrat, ko nastanejo, so precej drugačne. Takrat je ponavadi SD tista stranka, ki je precej višje in precej bliže SDS-u in pa se pojavi nek ta odrešenik in prevzame pobudo. Na tega zdaj ni. Tako da bo pa zagotovo, ko si me vprašala, mešal štrene, se pa ve, kje bo mešal štrene. Imamo en del volivcev Gibanja Svobode iz 2022, ki so bili razočarani tako pa drugače, zdaj so bila pričakovanja previsoka ali nerealna, kakorkoli že, tega kar nekaj je, ti so trenutno bolj kot ne med neopredeljenimi in tu bodo prišli določeni glasovi. Zdaj, ključno vprašanje za razplet volitev seveda je pa to, če bo Vladimir Prebilič uspel nagovoriti tja, ne vem, do 10-12% morda volivcev, to pomeni, da se bo skrhala tudi podpora GS-u, potem pa nimamo več pogojev za taktično glasovanje. To, kar skozi opozarjam in poudarjam. In potem smo v tistem 2018 znamenitem, ko so pač ljudje volili iskreno, tistih 5 strank levo od sredine in komaj skupaj dosegli neko rahlo večino. Ne vidim pa potencijala, da bi pa on recimo zmagal na način, tako kot je zmagal Robert Golob, sploh ne, ali pa Miro Cerar. Bolj bo vprašanje, ali lahko sploh v bistvu prevzame primat na levo od sredine, v tem momentu bi rekel, da ne. Antiša, če tej novi njegovi stranki zaenkrat ne kažem, vsaj po anketah sodeč, nobenih spektakularnih številk, je pa Prebilič sam po anketah, mislim, da kar že dolgo vztraja na drugem ali pa tretjem mestu najbolj priljubljenih politikov in političark v Sloveniji. Kaj si pa po tvojem on lahko obeta? Oziroma on stranka? Ja, nekaj v primerjavi s kakšnim takšnim primerom prej, ko so novi obrazi prihajali, da bi nadomestili nove obraze, je nekaj. Pomembna razlika je to, da je Robert Golob kot zadnji realizirani novi obraz,
on je še kar alive and kicking, ker vsi ostali, ki so bili prej, so šli na volitve kar precej ranjeni. Robert Golob ni tako močno ranjen, zaradi tega, ker je bila tudi njegova zmaga zgodovinsko visoka. Tako da on seveda, mi se že ves njegov mandat okrog njega kar precej pogovarjamo, opozarjamo na stvari, ki ne grejo tako, kot bi lahko šle ali morale iti. Ampak on seveda ima še vedno ambicijo. Vsi ostali so bili tako, sam čakamo konc mandata, pa lahko gremo na počitnice pa smučati. On pa ne. On pa še zmeraj računa resno na to, da gre na volitve, stranka funkcionira tako ali drugače, In tako da to je za Prebiliča je to, bom rekel, oteževalna okoliščina. Za nas vse, ki to opazujemo, je pa to nova okoliščina, ki pač ta neka druga dinamika. In Prebilič tukaj more zdaj najti neko pozicijo, On ne more nastopati kot odrešenik, mislim, da je Andraž, ti si prej uporabil besedo odrešenik, On ne more zaradi tega, ker ima v istem volilnem bazenu ima še nekoga in ta nekdo je Robert Golob z močno ambicijo. Tako da kaj si lahko obeta, jaz mislim, da bo tukaj šlo da bo moralo iti, pravzaprav za neko tako filigransko tkanje na eni strani programskih izhodišč, ki bodo morali nekako najti nezaseden prostor. Na drugi strani bojo pa morali prav tako filigransko tkati zavezništva z morebitnimi partnerji. Lahko samo en dodatek še, prosim. Ne smemo ne omeniti Vesne v tem kontekstu, v teh debatah, ker to, kar sem premenil, Prebilič je kot del liste, oziroma kot kandidat liste stranke Vesna prišel v Evropski parlament in mi lahko rečemo, ok, tistih, ne vem, koliko je že bilo, 8-90% na evropskih, tako čist na pamet, pol recimo, da jih je pripeljal on sam kot Vladimir Prebilič. Druga polovica pa vsem se mi zdi, da pa to so volivci Vesne. Vesna je že kar nekaj let, tudi že pred volitvami 2022 je kazala ambicijo prijeti čez prag, pa so potem, kot vemo, padale žrtve za svobodo. In vprašanje je, kam se bodo oni postavili, ker če jih je recimo 4, 5, 6 v teh naših raziskavah, kakor gledam, pa tudi pri ostalih smo tam nekje, ko stran vzajemo neopredeljene, pa gremo na udeležence volitev, so oni lepo v državnem zboru. Pa seveda to v kontekstu te povezave z levico, tam pa je verjetno tudi prišlo do določenega osipa na strani Vesne, saj tako kažejo zadnje raziskave. Tako da vprašanje je, a veš, koliko imamo res tega rekrutacijskega bazena na voljo, pravzaprav. Zaradi tega, ker je antišumeno in zaradi teh stvari. To, kar smo v prejšnji epizodi že rekli, zdaj predstavniki ali pa vodstvo Vesne je reklo, da pričakuje, da bo vrnil mandat. On je rekel, da ga ne bo, dokler pogoji za to ne bodo izpolnjeni, to je eno. In tudi, ko so ga vprašali, zakaj ne nadaljuje poti z Vesno naprej, je rekel, da gre pri pridružitvi z levico za konceptualna razhajanja, še posebno, kar se tiče varnostnih in obrambnih vprašanj, recimo konkretno obrambne izdatke oziroma članstvo v NATO. Zdaj, Aljaž, ti si bil kar precej skozi celo leto skeptičen do, v narekovaju, novega obraza Logarja in mislim, da tudi do Prebiliča ostaješ zadržan v smislu potencijala njegovega. Ustraješ pri tej poziciji? Ja, seveda, you can't beat somebody with a nobody, spet je treba se spomniti na volitve 2018. Miro Cerar in SMC sta tiste volitve gladko preživela. Dobila sta rezultat, ki v resnici ustreza neki zmerno levo-liberalni stranki, je tam nekje od 10 do 12%. To je za neko zdravo, normalno demokracijo popolnoma solidni rezultat liberalne stranke, ki potem igra neko vlogo kingmakerja. Tudi, če bi Gibanje Svoboda prepolovilo svoj rezultat iz leta 2022, to še vedno ogromno številke. Je to 15%, točno to je. Ja, če dobi samo četrtino, je to še vedno tak rezultat, da bo on enakopraven faktor v kakršnekoli oblikovanju koalicije. In Aljaž, sorry, da skočim. Ne pozabiti tega, kar si lahko lepo napeljal. 2018 ni manjkalo veliko
pa bi bil v bistvu Cerar še enkrat predsednik vlade. Ker podobno kot Prebilič takrat, je se njemu tudi uspenjati začelo. Oni so štartali na 5, pa so prišli skoraj do 10, tam smo govorili o 20,000 glasovih, ki so v bistvu manjkali, da ne bi bil Cerar še enkrat predsednik vlade. Ne? Tako, ne? A veš, in zadnja stvar, ki pa je, kar se Prebiliča tiče, ne sej, ne? Pustimo se presenetiti, ne bomo videli, kdo bo zdaj v tej njegovi ekipi. Ampak Robert Golob se je pri vprašanjih, o katerih on ni imel pojma in kjer se je moral zelo hitro, zelo veliko naučiti, on, vsaj v kampanji, imel to modrost, da je dal prostor drugim ljudem. Recimo, spomnimo se Marte Kos v tistem znamenitem soočenju o zunanji politiki, ki je deklasirala konkurenco. Spomnimo se, kaj se je potem zgodilo z Marto. V redu, ampak govorim o kampanji. Hočem reči to, veš, Vladimir Prebilič je pa zelo one-man band, on se na vse spozna. Še posebej na teme, ki bojo očitno naslednjih nekaj mesecev Ampak čakaj, kaj misliš, da se na vse spozna? Da enkrat nima enega imena, takrat je pa Golob, ki si omenjal Kos, da je pošiljal na soočenja, že imel znano ta del ekipe. To govorimo o času en mesec pred volitvami. Zdaj smo načeloma skoraj leto. Ali pa 8 mesecev. Vem, ampak hočem ti samo reči, da je pač vprašanje tudi od tega, o njegovi viability, z lepo slovensko besedo, koga bo dejansko Vladimir Prebilič povabil k sebi, ne? Ker če bojo same veš, kopije Vladimirja Prebiliča, ne? Če se bodo vsi spoznali na isto, recimo Klemen Grošelj, veš, je pač, on je iz istega miljeja, ne? Se je super med dva obroboslovca, lepo se bosta strinjala ali pa imela filigranske razlike v mnenjih. Ampak, a bo lahko Vladimir Prebilič se obdal z ljudmi, ki bodo predstavljali njegov širok program? To se bo od njega zahtevalo. On ni več single issue politik, on ni več single issue stranka. Kdaj pa je to bil? Verjetno misliš na vesno. Ker on je kandidiral kot Vladimir Prebilič. Vi mislite na vesno, a veš, on je kandidiral. Mislim, v evropski kampanji za evropske volitve je mogel odgovarjati na 101 vprašanje. Z različnih področij. A pa ti veš, se ti spomniš na kaj odgovor? A si sposobna a znaš eno njegovo stališče, njegov policy position zdaj mi povedati? No, to se mi zdi tudi zanimivo, da ko letijo napadi na Prebiliča tedni ali pa zadnje tedne, ker je pač izrazil namero, da bo vstopil v nacionalno politiko in ker se ga zelo očitno bojijo, ker seveda bojemo tistim levo od sredine, je to, da nima nobenih stališč. Kar se tiče recimo obrambnih izdatkov, članstva v NATO, je crystal clear. V redu, super, odlično. In je ta hipihedljivo sredine. Zakaj mislite, da vsi doživljate Prebiliča kot nekoga, ki nima nobenih stališč? Ker meni se zdi, da je precej konkreten, mogoče pa jaz narobe. Ali pa tako zelo drugače vidim od vas. Vidim pa, da napadi teče, vse tri sprašujem. Če mene sprašuješ, Prebilič je zelo močen na terenu, na katerega se spozna, se pravi na obrambnem, varnostnem, tako dalje, ampak zdaj vstopa v igro, kjer on ne bo več komentator. Miro Cerar, ne, v bistvu kot politik je zelo podbacijo zato, ker ni bil več samo komentator ustavnega prava. On je takrat, ker je bil komentator, on je par mesecev pred prvimi volitvami, na katerih je brutalno dobil za stranko MC, je bil samo v narekovaju komentator. On je iz tega prišel na koliko? 34 ali 36, ne? Ja, ampak glej, ravno kar smo ti povedali, da so bili pač posebni pogoji, Andraž je razložil, ne, kakšni so pač ti pogoji zdaj pa niso novega s temi obraza vojnami in z vsem. Ne, niso. Okay. A veš, Cerar je prišel v prazen prostor moralne avtoritete. In je bil to pravi odgovor. Prihaja v zelo Cerar, se pravi, Prebilič prihaja v zelo poln prostor ljudi, ki imajo zelo izdelano mnenje o stvarih, na katere se on spozna. On bi bil ta pravi odgovor na družbeni kontekst, ki smo zdaj le pričali. To, ki smo vedno govorili. Vsake volitve se odvijajo v... Da ga vi, ko komentirate o njemu, komentirate kot o nekom, ali govorimo o njem kot nekom, ki lahko naredi Darmar tipa Cerar, tistega leta ali pa tipa Golob. Jaz pa ne vem, če on v to igro in to zapolnjenost prostora ta moment štartov, kot nagaziti hočemo vse na levi, ali je njegov štart v bistvu 10% iščem.
Antiša, kaj ti Ne, misliš? mislim, da njegov štart je premierstvo, mislim, da je to več kot okej. jasno. Antiša, deliš to mnenje? On štarta, ja, seveda ne, on štarta na predsedniško mesto, s tem, da bo imel, kot je bilo že večkrat povedano danes, ne, on bo imel kar precejšen problem ljudi dobiti. No, to se že nakazuje, to se že izkazuje, on bo šel po podobni poti kot recimo Karel Erjavec, ne, ki ne dobi ljudi za svojo politično podjetje, ne, tako da se bo moral, se pravi, v dobrih 3 mesecih Prebilič kar potruditi. Pokvaril si je poletje. Jaz pa mislim, da manj vemo od tega, kar zares je na stvari trenutno, kar se tiče ljudi v njegovem taboru. Zelo verjetno res, ja. Če sklepam po tem, kako se je loteval on kampanj na lokalni ravni, ga nisem nikoli zaznala kot nekoga, ki bi na glavo skočil, ne da bi prej preveril, koliko globoka je tista voda. Konec koncev se ni newcomer, ne? No, tudi to je ena od debat, ali gre dvoje za nov volitev ima obraz za ali ne sabo, za ne? nov obraz. Ja. Konec koncev tudi ni nujno, ne vem pa, če se je že kdaj zgodilo pri nas, da je premierstvo nujno pripadlo največjemu v tistem paketu, ki se je skupaj sestavil. A je vedno bilo tako? Ja. Ker premier lahko tudi nekdo z ne nujno Ja, največ vsaj prvi poslanci, poskus, tako, ne, tako. prvi poskus. Ja. Recimo, Ja, ne. Recimo Šarc je bil premier, ki ni imel največ poslancev. če Ne? odvzamem, da je mislim, na če desni govoriš nekdo imel o več. koaliciji. V koaliciji, ki Tako, se naredi, tako, ne? tako. Tako. A je imel kdo? A ja, mogoče? to. Ja, Ne, mislim, da ne. ja. To se Mislim, ne razen če spomnim. ne štejemo, ne vem, Bajuka, ampak Ne, on je ne. bil kot kandidat s konstruktivno nezaupnico pripeljan, to je drugo, a ne? Ampak Dobro, če pa to na praviš, volitvah, ja, ne, ja, Ti si drugo, ja. na volitvah pa ne, pa vedno tisti, Ja. ki je imel največ. Vselik Šarc je No. bil ta primer, ne? Tam je šlo za Ja. las, on je imel 12%, ne? Mhm. V koaliciji 5, ki so bili 3 okrog, ali 4 celo, ne? SD, LMŠ, SMC, pa še Levica je bila dosti blizu, točno. Se mi zdi. Jaz ja. bom samo v zvezi z njim to še rekla, no, saj sem ponovila že v prejšnjih epizodah, bo pa ena nova stvar. Namreč, jaz mislim, da se strinjamo, da je ambiciozen in da se on res že zelo dolgo želi na nacionalno raven. Tukaj se ne strinjamo. Jaz mislim, da ima CV in da je strokovno podkovan s trenutno zelo aktualnih področji. Mislim, da ga ni joba, ki te lahko sicer, ali pa pozicije politične, ki te lahko pripravi na to premiersko mesto ali pa predsedniško mesto. On je bil par mandatov zapored izvoljen za župana ne največjih mest, ampak ne tudi vasice. Vsakeč je več ljudi zanj glasovalo, tako da ima neke izvršne izkušnje. Zna nastopati, veliko je nastopov, to mu gre dobro in to je v kampanji vse bolj pomembno. Je pa en element, ki ga pa on še ni dal čez, v bistvu zares, niti na lokalni ravni, niti ko je evropske volitve ali pa v kampanji za predsednika. In sicer, njega se zares še niso nikoli lotili. Ne? On na predsedniških volitvah ni bil nobena grožnja do kakšna 2 tedna prej, ko se je enim zdelo, da če bi pa dlje trajalo, da bi pa znal biti nevaren. Jaz za razliko od tebe, Andraž, mislim, da dlje kot bi trajalo, bi on zgubljal, ne pa dobival, zaradi tega, ker bi se začeli resneje z njim ukvarjati. Ne pravim, da ima v tej malhi kaj takšnega, da bi se dalo človeka, ne vem, kakšne grozne stvari, ampak vemo, da se da človeka potopiti tudi z manjšimi. Tako da tega, da Ali ni bo bilo pa neki na z nekim njega- avtom, to je bilo za evropske, a ne? Z neko In je bilo Škodo, debank, in je električno bilo ali kva, debank. neki. Ja, pa denarji, kaj si je prvoščil. Pač to so Koliko si stvari, je ki bo vse privoščil, ja. letelo. Ne. Od tega pa je nov obraz, pa hočemo spet nov obraz, pa do tega, da se nima nobenih stališč, pa prišlo bo gotovo ven v zvezi z tisto eksplozijo v melaminu. Mislim, gotovo ven. Gotovo bo kaj, kaj pa niso to, kaj pa niso ono. Skratka, to je pa moment, na kjer pa on ne moreš biti na to pripravljen in ga v svoji politični karieri še ni doživel, da bi se ga torej resno lotili. In klep pa ne veš, kaj bo. Prav, a gremo mi za to, Spet na tvojega Tonina. na temo, zaradi katere smo se v resnici Tako. zbrali.
Jaz mislim, da moramo kar preskočiti Tonina. A Tonina, ok. Pa sam to. V imenu Antiše. Ampak mislim samo en stavek okoli tega. Kdorkoli bo naslednji predsednik NSI-ja, si lahko na vizitko napiše, da je v bistvu podpredsednik SDS za zadeve NSI. Skratka, po septembrskem kongresu, če niste spremljali, Tonin ne bo več predsednik stranke. Ni mogel, kot je bilo zapisano, sprejeti stališča, da bo stranka po volitvah pripravljena sodelovati z vsemi. 7 let bo septembra, kar je bil na čelu NSI-ja, če ste se prav zapomnili. Omenjate se kot glavna pretendenta Vrtovec in Cigler Kralj. Tonin tudi ne bo sodeloval na državnozborskih volitvah, tako da vidimo, kdo bo šel na polje bojno za naslednje volitve. Zdaj pa, Aljaž, izvoli, ker vem, da si ves čas že napet, politbizarke. Ja, skratka, mi smo skozi predano glasovanje ljudstva prišli celo sezono. Koliko smo jih imeli, Nataša? 24, 25? Ne, politbizarki je bilo 21 krogov, vred 100 zadnja, v kateri si zmagal s predlogom Erjavec in Parada ponosa. Za tabo so se zvrstili parazitiranje na voznikih, pa ubogi USB ključki. In zakaj pa mene niste povabili, gospod Zver? Je v glavni vlogi kle. Tako. 21 krogov smo imeli, ja. 21 krogov, od tega smo jih, 12 smo jih pa izbrali za finale. Izbrali smo 10 po tistih odstotkih, zdaj pa 2 sta imela enak odstotek, tako da si 10. mesto delita, pa neposredno vrstitev v veliki finale, Kralj in njegova pravica do odklopa. Tako. In naša naloga danes tukaj je, da vrnemo Dravskem Badovini to, kar je od nekdaj bila, in da povemo, vsak od nas pove 3 favorite ali favoritke. Ja, še na hitro. Si prav zapomnil pravila. Na videu boš to ni moja igra, nasvidenje. Ja? Na videu se... Tebe ni med prvimi 10. Ne. Mislim, da sem bil pa saj zraven, ker sem predlagal, da gre Kralj neposredno v finale. Mislim, da si celo ti to iniciral. Mogoče sem celo jaz to predlagal, vidiš. No, drugač, noter so vse okoli genocida in Pahorja, saga o računalnikih, krožno gospodarstvo SDS, nič zaposlenih je, 7 milijonov subvencij, šole in alko pravičništvo, stražarske hišice, Levica bi prepovedala proteste, slovensko Teš društvo, Vučić, Zoki, Balkan Bromance, pa dober, pa kva tep ni jasen, Kordiš in njegov pasoš ter, se pravi, Kralj in pravica do odklopa. Zdaj pa, Andraž, tvoji 3 favoriti, ali boš rekel, da si sploh ne greš? Čast, ker ni nobenega kandidata. Da si prvi, tako. Ne. No, koga? Vi pa samo kombico, a ste zaznali, koliko razlika je v bistvu med zadnje vrščenim in prvim v tem? Mislim, da še nismo imeli tega primera, smo imeli vsako leto nekega izrazita favorita, s 60, 70, 100 let. In da, kaj tu daš? Bo čist, Jan, Kralj, absolutno. Potem se bom spustal in bom zvest temu, da sem se trudil predlagati take bizarke, ki bi usvojile zanesljivo zadnje mesto, kar mi je velikokrat tudi uspelo, če se ne motim, žal te statistike nijamo. Bi pa kar zadnje 2 dodal, sta mi pa najbolj simpatična od vseh, Kordiš na letališču brez pasoša in to bi dal na prvo mesto. Jelka. Ne, na prvo dajem Kralja, absolutno, njegova pravica do odklopa. On je se mi zdi najbolj zvesto poosebljanje tega, kar politbizarka je, z naskokom. Potem pa Kordiš in potem pa dober je pa Kvatep, ni jasen. Joj, se opravičujem, ne? Še bilo fajn naprej, da se še vedno smejim, kad to slišim. Res. To takole, ko je od spodaj gor, 1, 2, 3, evo. Ja, no, jaz bom neposredno uvrščenega v finale izpustil. Ker se statistike tiče, bi dodal samo še to, da je Antiševa bizarka o Pahorju in genocidu osvojila prvo mesto, je pa to tudi Antiša tvoj edini doprinos k prvi 12-terici. Ne, ni.
Ni res tudi šole in alkopravičništvo. No, ampak Antiša zdaj se vidi, Na petem kdo je mestu. tle največji grebator. Ne? No, pa res, se pardoniram, res je. No. Ok, to, potem pa pač jaz, kaj imam, 3-krat, ne? Vse ostalo pa seveda Štefica je poharala. Ne? Ampak to ni važno, kdo je predlagal. Zdaj, če Ja. smem tukaj dodati še eno statistiko. 12-krat v sezoni je zmagala Štefica, 5-krat Aljaž, 3-krat Antiša in 1-krat Andraž. Ampak če gledaš po teh odstotkih, je v bistvu Antiša daleč najbolj uspešen, ker sta 2 od 3 Ja, noter med Antiša pa 10. tako. Wow. No, kakorkoli. Hočem reči, da je Aljaž, pač povej svoj vrstni red. moj favorit je definitivno Pahor, ne? Antišev, če ne drugega, zato ker čakam ta e-mail, ko bomo lahko Borota Pahorja povabili na pač začetek nove sezone, na podelitev politbizarke leta, pa da vidimo, če se bo upal Zelo prišel. ne? Če zmaga. Jaz pa mislim, da jaz bi stavil, da si bo upal. Jaz Glasno. mislim, da si bo upal. Skratka, Mislim, da to ni Da stvar ne zmage bomo v zdaj njegovem primeru. prejudicirali rezultata. Da ne bomo prejudicirali. Skratka, to. Potem absolutno Vučić, Zoki, Balkan Bromance, ne, ta je bila tudi briljantna in pa, ker moram tudi zase glasovati, Kordiš in njegov pasoš. To so moji. Dve nominaciji za Kordiša iz zadnjega mesta. Oh. Ja? Tako. Antiša, Ja, jaz bom pa takole. Zmagala bi po mojem vendarle, žal mi je, ampak tako je, ne, šole in alkopravičništvo. To je tako bila bizarna in še, a veste, še dodaten ponder tej bizarnosti da pa potem, da so te, ki so dvignali cirkus okrog, ne, so jih čez 2-3 mesece dobili na otvoritvi neke šole z glaži špricarja v roki. Mislim, to je, a veste, to je res vse narobe, ne. Tako da jaz kandidiram vendarle to za zmagovalno bizarko. Na drugo mesto bi dal Levico, Aljažev predlog, Levico, ki bi prepovedala proteste. Kdo bo meni kaj v svobodni družbi prepovedoval, niso mi uni, pa temi tudi ne bojo, ne. Resno mislim. In na tretje mesto bi dal, ne morem, da ne bi, računalniki, ki še vedno, mislim, da še vedno počivajo nekje v nekem, vsaj en del njih, v nekem skladišču v Logatcu. no, jaz sem pa zelo drugačen, vi. Meni se zdi Jelka absolutno zmagovalka sezone. Tisti stavek njen je vreden ponavljanja, tako kot takrat, ko je Jelinčič oziroma tisto soočenje. Skratka, pa dobro, pa kaj tebi ni jasen. Se mi zdi, da je tako lučno ušlo. Mene blazno zabava, to so res meni take bizarkice. Tudi Kordiš in njegov pasoš, gospod je šel na inauguracijo od Madura, pa te je zataknil v Španiji, ker je nekje torbo založil s svojim pasošem. In na tretje. Kval pa zdaj, kval pa zdaj. Na tretje mesto se mi pa tudi luškan zdi kralj in njegova pravica do odklopa. Kralj je namreč na Facebooku dal dost manj, dol grem, čas je, da umrem, kar so večina razumela, da bo delal samomor, ali se je upravičil, da bo sam šel dol iz družbenih omrežij. Tako da te 3 so pa moje, ampak to so favoriti strokovne žirije. Zmagali bodo pa tisti, ki jim boste vi dali največ glasov. Se pravi, kdo ima zdaj največ? Jelka, noben Kordiš od pa... nas nima največ. Nič, to Ne, vsak od pove, kar... bizark, mislim. Ja. Nič nima, na eni. Kordiš še več Mislim, da ima Jelka 2, Kordiš ima 2, Ja, sam. Pa pa kralj. Kralj ima 2. Ja. Ja. To Ja, so zmagali zadnji bodo trije. pa To so tisti- moji trije. To so moji trije. Tako. Yes. Zmagal si skoraj. Zmaga. No, glasovnica bo na voljo, poveste, koga bi in upamo, da potem tega nekoga lahko tudi na snemanju v živo pred začetkom nove sezone. Konec avgusta verjetno, ne, gospodje, enkrat. Ja, tako je. Tako da to je to. Hvala vsem za sodelovanje z glasovanjem v epizodi. Zelo hvaležni. Smo imeli na večjih koncih, pa mogoče razmislimo, Aljaž, kako bi to eno dali, da ne rabijo ljudje iskati nas povsod ali nekaj. Ena glasovnica, ne 10 glasovnic. Ja, seveda. To si naredila na Google Forms. To je itak za glasovnico, ne? politbizarke, za naslednjo sezono, za tekoča. To pa ne vem, lej, Ja, to bomo to pa pa videli. vidim. Jaz tudi malo uživam v urejanju. To se bosta vidva zmenila v pododboru, zdaj se bomo pa poslovili. Tako.
Imejte se lepo, uživajte na morčiju, plavite, pa če bo smak Ja. sveta, če bo smak sveta, se slišimo. Hvala. Smak sveta, tako je. Ja. Čau, Srečno, živijo. čau.